Dober dan, hvala lepa. Torej, Matej in Primož. Iz dveh podjetij, podjetje Kulmiv in podjetje Procesni inženiring. Na začetku bom jaz samo na kratko povedal, kdo smo in s čim se ukvarjamo, potem bom predal besedo Primožu, bo povedal malce ozadja plinskih gorilnikov in proizvodov njihovega podjetja. In na koncu se bom zopet jaz vključil za povzetek in prikaz vsebin DOE-ja. V podjetju Kulmiv smo skupina fizikov in različnih ostalih povezanih strokovnjakov, ki se ukvarjamo pretežno z optimizacijo in izboljševanjem nekih procesov v industrijah, tako za razvoj novih izdelkov kot optimizacijo proizvodnih procesov. In ukvarjamo se z dvema področjima. Eno je rentgenska mikrotomografija, kjer uporabljamo AI za semantično segmentacijo, za recimo detekcijo določenih nepravilnosti v izdelkih po 3D skeniranju. Na drugi strani pa z industrijsko podatkovno analitiko, kjer največ uporabljamo zasnovo eksperimentov, zato da se potem pridobi informacije, ki jih uporabimo za modeliranje procesov, na podlagi česa pa potem najdemo recimo optimalne nastavitve proizvodnih procesov, zato da se doseže ali kvaliteta izdelka ali zmanjša čas ali strošek proizvodnje. Tako, predajam besedo Primožu, pa se vračam čez nekaj minut. Naj še predstavim nas, Procesni inženiring. Mi smo majhno družinsko podjetje, obstajamo že več kot 30 let. Smo pa specializirani za kompleksne energijske rešitve v industriji, še posebej za visoke temperature. Naš glavni fokus pa je, da naši sistemi delujejo čim bolj energetsko učinkovito. Zdaj, kaj počnemo? Naša glavna branža je v bistvu čiščenje odpadnih plinov s pomočjo termične oksidacije, torej to so plini, ki so onesnaženi z raznimi organskimi spojinami, ki jih zagrejemo na neko visoko temperaturo, kjer te organske spojine razpadejo. Zdaj, tukaj na sliki je regenerativni termični oksidator, oksidacija. To pa je rekuperativni, v bistvu razlika je v tem, kako zmanjšujemo izkoristek tega sistema. Naprej se ukvarjamo tudi z industrijskim sušenjem, torej da neki izdelki se posušijo. Zdaj, hkrati tukaj potem sušilnice pač rabijo spet energijo in izhajajo spet neke organska topila, ki jih spet sežgemo na sušilnici in energijo vrnemo nazaj v sušilnico, torej optimiziramo. Delamo pa še tudi razne drugačne sisteme, recimo tukaj eno industrijsko čiščenje materiala, pa tudi kakšne peči. Zdaj, danes tukaj se pogovarjamo bolj o nekih HPC aplikacijah, to je pri nas recimo dinamika tekočin. Zdaj, najbolj osnovne reči, recimo, ki jih počnemo, je čisto enostavna simulacija gorilniškega sistema, pri kateri v bistvu poenostavimo sistem, da ne uporabljamo direktno zgorevanje, ampak implicitno dodajamo energijo v območje, kjer proizvajalec tega gorilca garantira, da se dovaja energija, jo dodamo, zato da pač pospešimo računski čas. Druga aplikacija so že prej omenjene oksidacijske komore, torej kako poteka pritok tega umazanega zraka v samo komoro in kako v bistvu se ta zrak zagreje in tudi potem, kako je homogen na izhodu iz te komore, pri čemer spet poenostavimo te gorilce, zato da pač zmanjšamo računski čas. Zdaj, naslednja aplikacija, ki jo počnemo, je tudi v bistvu razvijanje nekih lastnih gorilcev za čisto specifične aplikacije, pri čemer v bistvu zdaj smo že preklopili tudi na neko dejansko zgorevanje, zaenkrat še čisto nevalidirano, ampak nekaj iščemo v to smer. Testiramo pa tudi razne druge modele, recimo mešanje granulata in tako naprej.
Zdaj vse ti prikazani primeri so bili še narejeni pri nas na našem workstationu. Zdaj naprej smo prijavili na projekt Fortissimo, v bistvu ta zasnova low-NOx plinskega gorilnika, kjer se v bistvu zdaj počasi pripravljamo na implementacijo na HPC. V bistvu, kaj je naš cilj, je zasnovati en plinski gorilec, ki bo deloval z majhnimi izpusti dušikovih oksidov. Torej, to so zelo nevarne spojine, ki nastajajo pri gorenju. Nastajajo pa, če je mešanica kisika in dušika izpostavljena na previsoki temperaturi predolg čas. V bistvu. Zdaj, naš koncept takega gorilca je v bistvu, da vpih metana v vročo okolico, s čimer poskušamo nekako omejevati dovajanje kisika v to območje zgorevanja, zato da ohranjamo da ohranjamo nizko temperaturo, počasno zgorevanje in tako naprej. Zdaj, ta princip bo potem zaradi pač vsega skupaj tudi planiramo implementacijo na vodik. Zdaj, sama zasnova, kako bi to izgledalo, recimo ena taka bistvena čist šoba, pa potem en stožec, prisekan stožec z začetnim premerom, končnim premerom in pa dolžino. Zdaj, to je poenostavljen model, ker zaradi tega količine potrebnih simulacij, potem bo več povedal Matej o tem, ampak to je nekako bilo vzdržno v tem trenutku. Stvar počnemo v OpenFOAM-u, ta stvar računa na transient solverjem raw reacting foam. Parametri zgorevanja, kot sem že povedal, so še niso bili validirani, upoštevamo osno simetričnost na modelu in tako naredimo strukturirano in parametrizirano mrežo z 40.000 volumni. Zdaj potem za samo optimizacijo tega potrebna tudi neka ciljna funkcija, zdaj tukaj sem nimamo direktno, da bi koliko bo zdaj teh NOx-ov nastalo, zato smo si zaenkrat samo eno tako okvirno ciljno funkcijo zamislili, torej najprej definiramo neko območje, kjer se sprosti večina energije, pogledamo kakšna temperatura je povprečna temperatura je znoti tega območja, torej to je območje v bistvu tukaj označeno z zeleno, in pa iščemo dizajn, ki bo dal čim nižjo to temperaturo, znotraj povprečno temperaturo tega območja. Zdaj pa predajam besedo Mateju, ki bo pa več povedal o tem, kako smo zasnovali v bistvu eksperiment. Ja, torej cilj je potem seveda iti na HPC in za to, da je ta oprema seveda optimalno izkoriščena oziroma da se čim manj plača takole poganjanje, smo iskali nek način, kako z minimalnim številom simulacij najti optimalne nastavitve oziroma optimalni dizajn tega gorilnika in to za ta namen smo potem se odločili raziskati uporabo principa dizajna eksperimentov, sklopljenega z CFD modeliranjem. Se pravi, iščemo optimalen prvi premer, drug premer in razdaljo med njima v tem stožcu. Torej, tukaj imamo več parametrov, ki jih lahko spreminjamo in želimo najti takega, ki bo prinesel najmanjšo temperaturo. Zdaj, lahko bi se lotili preko nekega trial and error načina, da bi pač poskušali neke točke te nametati oziroma neke premere določiti, pognati in potem nekako izkustveno oziroma po nekem navdihu najti tisti pravi dizajn. Drug način je, ki se ga veliko lotevamo oziroma lotevajo ljudje tudi v industriji in v raziskavah, je one factor at a time. Pomeni, da vse ostale fiksiramo, enega spreminjamo in gledamo vplive, pa se poskušamo na tej bazi nekaj naučiti. Težava tega pristopa se pojavi, ko so recimo interakcije med parametri, kar pomeni, da je vpliv enega parametra pri različnih vrednostih drugega različen. Zato je nekako optimalen sistem
je ta tretji design of experiments, kjer pa sistematično spreminjamo vrednosti parametrov in na koncu s statističnim modelom najdemo neke optimalne nastavitve. Ne. Pa poglejmo zdaj razlike med njimi, trial and error, kot sem rekel. Tole bom zdaj prikazal na primeru enega zelo enostavnega procesa, kot si ga zamislimo iz neke kemijske branže, imamo temperaturo in čas, ki jo lahko spreminjamo, želimo pa nek maksimalni izkoristek kemijskega procesa. V principu trial and error nastavimo neke nastavitve, poskusimo, pomerimo ta yield oziroma izplen procesa in to nadaljujemo po nekih korakih in kjer najdemo neko najvišjo številko, rečemo, ok, to je to. Ne. Potem drug pristop, one factor at a time, je, da seveda fiksiramo enega, drugega spreminjamo in si lahko zamislimo, da pridemo do takšnega grafa, kjer imamo dve dimenziji, torej dva parametra, tretji je pa yield in merimo torej nek maksimum izplena. Težava obeh teh dveh je, da seveda tukaj schematsko prikazano, da je zelo enostavno zgrešiti nek optimum. In to se vidi tudi pri tem one factor at a time pristopu tukaj. Lahko si zamislimo, da je ta 3D opna, da ima nek najvišji vrh pri nizkem času in visoki temperaturi, recimo, da je tam izplen procesa najvišji. Ne? In s takim variiranjem smo ta optimum nekako zgrešili, ga nismo našli. Kaj je princip DOE? To je to, če si zamislimo tak parametrični prostor, dva parametra, čas in temperatura, in v tem primeru je prikazano neko optimalno pokritje z postavitvijo teh eksperimentalnih točk v robove tega procesa oziroma parametričnega okna. Seveda, kjer pričakujemo odzive višjih redov, moramo dodajati točke noter, moramo mogoče dodati eno centralno ali pa mogoče po 3 na vsako stran. Seveda, ko imamo takole zadevo postavljeno, izvedemo eksperimente, nazaj dobimo seveda odzive sistema v različnih točkah in na podlagi takih izmerkov se potem vzpostavi matematična enačba, ki poveže rezultate, torej izplen s parametri, s faktorji. Ne? In torej dobimo matematični model in ko imamo enkrat ta matematični, torej statistični model narejen, pa lahko najdemo neke optimalne nastavitve. Torej, za povzetek design of experiment je sistematičen pristop k analizi medsebojnih vplivov parametrov in odzivov, je pa tako, da je zahtevano število eksperimentov je zelo odvisno od kompleksnosti samega sistema. Zdaj, teh dizajnov, kako mi postavimo točke v ta večparametrični, večdimenzionalni parametrični prostor, teh dizajnov je zelo veliko. So zelo različni in se med sabo tudi razlikujejo. Recimo, če nas samo zanima, kateri parameter ima največji vpliv, da torej zmanjšamo število potencialnih parametrov, potem tipično najprej naredimo screening design, kjer je zelo malo točkami, torej zelo malo simulacijami, dobimo že neke informacije, kateri parametri so najvplivnejši in se potem mogoče fokusiramo zgolj na tiste. Ne? S tem že zmanjšamo število potrebnih simulacij. Potem recimo mixture designs so takšni, kjer so parametri zelo medsebojno povezani. Spremenimo enega, nujno moramo spremeniti tudi vsaj še enega drugega, zaradi tega, ker gre za mešanico, ne, komponent, ki skupaj dajo 100%. Ok, poglejmo še tale naš primer. Tukaj smo imeli torej 3 parametre, prvi premer, drug premer in pa razdalja celotnega stožca. Iskali smo minimum temperature. Zdaj, pri 3 parametrih bi celoten dizajn omogočal nekako 27 možnih variacij. Ne? Torej 3 parametri, vsakega na 3 nivoje variiramo, 3x3x3 je 27 možnih variacij. Če bi dodali še en parameter, gre to zopet krat 3, ne? In to vidimo, da zelo strmo naraste.
količina potrebnih simulacij, če bi delali, to imenujemo full factorial design, kjer se pokrijejo vse točke, ne, torej vse variacije. Ampak takšen dizajn nudi popolno strukturo. Seveda v industriji, pa tudi v raziskavah običajno nimamo možnosti delati full factorial dizajnov, zato poskušamo to zmanjšati in v tem primeru smo se odločili za dizajn s 16 eksperimenti. Zdaj pa smo potem še dodatno komplikacijo vključili, ker to le gre za testno delo za potem, ko bomo šli na HPC. In sicer nas je zanimalo raziskati dve poti, da pridemo do teh 16 simulacij. In sicer po prvi poti v obeh primerih smo ustvarili najprej dizajn z 12 točkami. Potem smo pa oba dizajna na različni način razširili do 16 točk. Enkrat, da smo dodali 4, v drugem primeru smo pa dodajali po 1 in smo vsakič na bazi trenutnega modela zahtevali od softvera, da postavi novo točko, ki bo prinesla največ informacij. Torej, dve poti do modela ste zgledali tako, 12, to je bilo ekvivalentno oziroma enako, potem pa plus 4 ali pa plus 1 v 4 korakih. Tukaj je potem ena schema, kako je to potekalo, ampak saj sem že opisal v bistvu 12 točk, potem pa vsakič pogledamo trenuten model in dodamo tisto naslednjo, ki bo prinesla največ informacij. Na koncu sta se modela nekako primerjala, seveda za nobenega tukaj ne bi dal ravno roke v ogenj, tole kaže actual versus predicted plot, v idealnem primeru bi te vse črne točke ležale na eni diagonali, bi se lepo pokrile, tukaj seveda se niso. Vidimo pa, recimo, če bi primerjali R² ali pa kakšno drugo količino, vidimo, da je neka razlika med tema modeloma. Seveda oba imata zelo veliko nenatančnost, ampak vseeno smo šli potem v nadaljnjo primerjavo. Tukaj so vidni odzivi, torej imamo parameter R1, R2 in L. Vrednost -1 pomeni neko minimalno količino, nek minimalen premer, ki smo si ga zamislili, vrednost 1 pomeni maksimalen premer. In vmes je zadeva linearno poteka. Vidimo, da sprememba posameznega parametra, tukaj je krivulja zvita, kar pomeni, temperatura se spreminja, če bi zdaj jaz tukaj virtualno spreminjal vrednost parametra, bi se tudi spreminjala tista temperatura napovedana na bazi modela. Zdaj ta dva modela, ko jih tako primerjamo, seveda spodbudno je, da kažeta enake oziroma zelo podobne odzive na temperaturi. Se pravi, podobne odvisnosti od posameznih parametrov ima temperatura. In na koncu smo na podlagi teh modelov smo za validacijo vsakega od njiju smo naročili modeloma naj nam povesta, pri katerem dizajnu bo temperatura minimalna. Modela sta napovedala tele točke, se pravi, oba sta rekla pri minimalnem primeru R1, potem pa se tole malo spremeni 0,65 R2 napram 0,29 R2 in pa L, torej razdalja je pa neka druga vrednost. Na koncu smo pognali simulacijo z obema tema vrednostma in smo dobili tele črne točke, kažejo tukaj temperaturo pri primarnih simulacijah, ko smo modele šele poganjali, rdeča točka kaže pa to validacijsko točko, torej validacijsko temperaturo. In vidimo, da pri drugem modelu je model recimo temu primerno napovedal nastavitve oziroma dizajn gorilnika tako, da smo na koncu našli neko minimalno temperaturo. Pa še za konec, torej lotili smo se
dizajna gorilnika z dvema različnima pristopoma, ki smo jo skombinirali. Eno je statistično modeliranje z dizajnom eksperimentov in pa to povezano seveda s CFD modeliranjem. Ta sklop dela je bistveno zmanjšan, zaradi tega, ker je šlo le za pripravo, da se bo šlo na CFD, da najdemo pravo metodologijo, kako bomo šli naprej. In pa seveda je tako, da zmeraj je treba ta dizajn eksperimentov prilagoditi samemu problemu. Takole. Hvala lepa. Hvala lepa obema. Prej smo slišali, ne, da gospod Valke je rekel, da je dobro, da vstopamo s partnerji lahko v to vrstno, recimo tudi superračunalništvo. Vajin primer je prav takšen, ne? Morda podelite to izkušnjo, torej tega partnerstva, kako ste se našli in kako skupaj boljše delujete. Ja, hvala lepa. Predvsej zanimiva zgodba, no, sodelujemo že na kakih drugih projektih tudi, tako da smo se kot podjetje smo povezani tudi preko solastništva v enem razvojnem centru v Zasavju, to je RCNM, Razvojni center Novi materiali, skupaj s Steklarno Hrastnik in z ETIjem, tako da se poznamo že od tam. Potem pa seveda pogovarjali smo se, različne razvojne aktivnosti, ki so bile na mizi, smo jih predebatirali, našli smo neke sinergije, usedli smo se za mizo, smo pogledali, kaj bi lahko mogoče skupaj in tako je to nekako prišlo kar organsko. No, Vaš prvi tovrsten primer sodelovanja v taki meri, recimo? Ja, imamo tudi različne druge aktivnosti, ki potekajo vzporedno, ampak je torej eno izmed sodelovanj, dajmo reči. V redu, najlepša hvala. Še kakšno vprašanje za gospoda iz publike? Sicer pa hvala.